Valerijo, mi daš mikrofone? Ja, lahko, ja. Ja, že. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lepo pozdravljeni v imenu Kulturnega centra Alojzija Bratuš in Krožka za družbeno vprašanje Anton Gregorčič. Nocoj bomo spregovorili o stanju, o vzdušju v Sloveniji in imamo v naši sredi gosta, časnikarja, odgovornega urednika tednika Domovina, gospoda Tinota Mamića. Lepo pozdravljen in hvala, da ste danes v naši sredi, da ste si vzeli čas za nas. Nocojšnji večer bo vodil pogovor, bo vodil časnikar Matevž Čotar, ki mu predajam besedo. Hvala. Dober večer, kot rečeno je danes z nami Tino Mamić, profesor, protoslovec, zgodovinar, novinar, diplomiral na Univerzi v Ljubljani, na Filozofski fakulteti, dolgoletni član več novinarskih društev, Slovenskega rodoslovnega društva, Mednarodnega združenja profesionalnih rodoslovcev in nenazadnje velik poznavalec škofijskih arhivov, Goriškega in Tržaškega, ki ga večkrat obiskuje. Napisal je bog ve koliko člankov, uredil in prevedel številne knjige, avtor med drugim 4 knjig, 2 o rodoslovju, ena je tudi izšla prav pri Goriški Pohorjevi, ena pa tudi pri Tržaški Vladiki. Seveda tudi sodelavec Novega glasa, več let. Tino Mamić se je rodil v Šempetru pri Gorici, odraščal v Šturjah pri Ajdovščini in maturiral v Vipavi. Njegov oče Ivan Mamić je doma iz Dalmacije, mati pa Vipavka iz vasi Stomaž. Prepletanje 2 narodnostih je v njem vzbudilo radovednost, da je pričel raziskovati družinsko zgodovino. Navdušenje nad zgodovino, bogatstvo 2 kultur mu je bilo odvedno navdih za raziskovanje. Jaz bi začel prav s tem, kako je bilo odraščanje v tem prepletu med Vipavo in Dalmacijo? Dobro večer. Najprej hvala za povabilo. Mi je veliko čast biti tukaj v tej moji ljubi Gorici, kamor smo hodili še v komunizmu, ne samo po levo kocke v domu Plast, ampak tudi vohat demokracijo in kulturo, krščansko kulturo, ki je na oni strani nismo imeli priložnosti niti gledati, niti jasiti skupiti. Zato mi je tudi gospa Žgavec tisti obraz, ki se ga spominjamo od otroštva iz katoliške knjigarne. Tako da Gorica mi je res draga, tako da hvala za vabilo. Če grem zdaj na odgovor, torej moj oče je Hrvat, mama je Slovenka in dolgo časa sem imel s tem težave, ker nisem vedel, kaj sem bolj, eno ali drugo. Dokler nisem enkrat v bistvu ugotovil, da je to pač dvojna identiteta in da če si Slovenc, zaradi tega ni treba, da si večji Slovenc kot Hrvat in obratno. Torej, tako kot si hkrati lahko, recimo, Primorec in Slovenc, tako si v nekem smislu lahko tudi Slovenc in Hrvat. In dokler tega nisem ugotovil, da je ta dvojna identiteta dejansko, da ti nisi na pol, ampak tako, da sta 2 celoti, 2 enini v enem človeku. Do takrat, se pravi, sem imel probleme in pol tudi nisem vedel, recimo, ali lahko rečem, sem Slovenec, ali pa smo Slovenci smo, recimo, ko pišeš. Tako da zdaj pač s tem težav nimam več, oziroma sem tudi videl, da je to nekaj zelo lepega in dobrega, zelo koristnega, če si pripadnik 2 kultur.
Zdaj, gotovo, da je to prineslo s sabo tudi precej težav. V Sloveniji imam težave, oziroma imajo nekateri ljudje težave z mano zaradi priimka, oziroma ker mu pač manjka ene strešice, ker je mehki č, ni trdi. Če bi imel trdega, bi imel bistveno manj težav. Ker je težko je, tudi recimo, ko se pogovarjaš z enim Slovencem, ki ima en tuj priimek, ali pa če se pogovarjaš z enim Slovencem, ki je črnc, recimo, ki je, kako bi rekel, z enim Francozom, ki je črn, ali pa Američanom, ga sprejmeš, se ti zdi nekaj normalnega, smo se navadili. Zdaj, ko poslušaš enega črnca s mariborskim naglasom, recimo, ko govori tekoče narečje, ker je rojen, ti je pa malo nenavadno, da nekako ne sprejmeš, rabiš. In tako kot je recimo priimek Winkler, tukaj iz Trnovske planote, ki je danes lahko rečemo čist slovenski, so rabili 3-4 generacije, da je postal slovenski, tako da to pač tudi mene čaka. Kako se je potem nekako oziroma nadaljevala tvoja pot v teh krajih oziroma študijska oziroma delovna? Nekaj sicer sem že povedal, postal si najprej zgodovinar, nekako kasneje novinar, so te mediji vedno privlačili ali je bila priložnost v bistvu taka se pojavi? Ja, ko sem šel študirati zgodovino in možnost je bila, da si poleg zgodovine študiral še nekaj pod B, torej kot recimo zemljepis in zgodovino, tako je bila možnost zgodovina in novinarstvo. In sem si to novinarstvo vzel bolj tako kot nek hobi, zame je bilo novinarstvo vedno hobi, nisem bil, tako da bi rekel, zaljubljen van, ampak dejansko me je življenje peljalo v to, da sem dejansko celo življenje hočeš nočeš. Čeprav bi se rajši ukvarjal z zgodovino, se dejansko ukvarjam bolj z mediji in tudi prva služba so bili mediji, tako da sem dejansko v medijih. In samo takrat, ko so me dejansko mediji, če lahko rečem, izvrgli, sem v bistvu naredil firmo in se ukvarjal profesionalno z zgodovino. Zdaj sem pa spet po spletu okoliščin nazaj v medijih. Pot te je za nekaj časa peljala tudi daleč nekako, šel do Luksemburga in Bruslja, sicer nekako v drugačni obliki, delovni, vedno v sklopu medijske, tako področja. Kako je prišlo pa do te zbire in seveda, zakaj ste se potem vrnil, mislim, v kratkem, je bilo to zaradi srca v bistvu? Ja, predvsem zaradi srca, ker tudi z ženo in prvo hčerko sva šla v Luksemburg hote in načrtovala sva pač za leto, 2, 3 največ, zato da prideva finančno k sebi, ker pri nas so bile plače res slabe in za družine takrat je bilo poskrbljeno še slabše kot danes, vsaj tak je moj osebni občutek. In ko se je pojavila priložnost, ko je bil razpis za korektorja za slovenščino, torej čist taka srednješolska izobrazba so potrebovali, torej samo nekoga, ki zna dobro slovensko, sem se prijavil in bil zbran. To mi je bila kot neka, vedno sem si želel iti v tujino in to je bila prva taka priložnost in tudi tujina je bila lepa, ni bila taka kot tista, ki so doživljali recimo te povojne generacije, ko so emigrirale. Mi smo bili gospodje tam gor, tam bilo, sem imel plačo, to je bilo 2002, sem imel plačo 5000 evrov. Tam si dobil vsa za otroka, si dobil 500 evrov na mesec. Za ženo, dokler ni dobila službe, 500 na mesec. Tako da je bilo, ko bi rekel, smo bili res gospodje in zaradi interneta in vsega tega lahko ohranjaš stike, pa Ryanair, to je neprimerljivo. Sem se počutil, kot da bi šel, ne vem, Milano je bil mogoče dlje. Tako da 4 mesece sem se iz Brusla, 3 mesece, sem se iz Brusla vozil vsak vikend domov, ker je ta Ryanair do Treviza in pol priješ takoj, tako da sem hodil čez vikende domov v Koper. Potem si se pa vrnil prav zaradi tega, ker si nekako pogrešal domače kraje oziroma
naše okolje. Ne? Ja, gotovo, če Hočem povedati, malokrat se zgodi, da kdor dobi službo, tako verjetno v Bruslju ali v Luksemburgu ali take pomembne službe oziroma na določenem nivoju, da se potem vrnejo. Ne? Ja, posebej, ko začneš poganjati korenine, je težje. Mi dva z ženo sva vedela, da hočeva priti nazaj in tudi pol, ko sva začutila, recimo punčka, moja hči je imela takrat, koliko, 4-5, tam grejo že 2 leti pred nami, mislim, da je šla 4, je šla že v šolo, je bila že šolo obvezna. In pol, ko smo prišli domov, tisti prvi vikend, smo poslušali ene pesmice njene, ko so dobila za darilo in smo vsi jokali, da je bilo lepo tako. Ampak po drugi strani je pa, tam smo dejansko videli, kaj pomeni v resnici čist zrak, kaj pomeni, da ni goste naselitve, imaš ogromno gozdov, ogromno praznega prostora. Slovenija je zelo redko naseljena, zato je kakovost življenja zelo visoka. Bližina morja, tudi kulturna raznolikost, ta slovenska kultura je nekaj posebnega. Dobro, mogoče pač ne morem biti objektiven, ker je to moja materinščina, ampak vendarle, če vzamemo samo dvojino, noben jezik nima tega. Slovenščina je zato tako rečemo, da smo nekaj posebnega in to smo hoteli, da bom zdaj 30 let nekje živel in dobro služil in se pol vrnil domov. Smo rekli ne, da bojo otroci pognali korenine zunaj, se mi zelo škoda. Tudi tam v Bruslu sem se najbolj razumel z Maltežani. Oni so bili tudi taki otroci sonca, če rečem. In sam čakali smo, kdaj gremo domov. In tako da je bilo prav, kako bi rekel, res smo kome čakali. Čeprav smo te na srečnih pod Lipami že spoznali kot rodoslovca, pobudimo se trenutek na tem področju. Koliko časa si posvečal temu in koliko posvečaš danes? Če pogrešaš, ker verjetno ne utegneš toliko posvetiti temu področju. Na kratko, kako poteka delo oziroma koliko povpraševanja je za to in koliko let nazaj lahko seže tako raziskovanje? Z rodoslovjem se ukvarjam že precej dolgo, od 1999, tako je to 23-22 let. 23. Do tega je prišel slučajno, ker sem delal kot turistični vodnik in sem enega Američana vodil tukaj po par arhivih. In ko sem jaz videl to, kakšni bogati arhivi so, ker mi na fakulteti se tega nismo, na fakulteti smo imeli samo teorijo, nismo hodili v arhive. In ko sem to videl, sem se pač navdušil in takrat mi je že ta Američan, takrat sem dobil recimo honorar, ne vem zdaj koliko, ampak napitnine mi je dal še enkrat toliko, ker je bil honorar, vse 3 dni. In je rekel, naredi firmo, ustanovi podjetje, nobenega ni v Sloveniji, ti poznaš te ustrezne jezike, poznaš cerkev, poznaš župnike, se znaš obrniti, naredi firmo. In v bistvu ta miselnost, ta ameriška, ki je odprta in takoj podjetna, sem mu dejansko zelo hvaležen, sem takrat 99 potem ustanovil podjetje za to in se bolj ali manj takrat ukvarjam s tem. Prav profesionalno sem pa začel, da bi bil, kot rečeno, full time, torej za polni delovni čas, delam od leta 2012, takrat, ko se je pač po spletu nekih okoliščin sem se odločil, da pustim, da obesim novinarstvo na klin in sem šel pač v svoje in sem se od takrat ukvarjal samo s tem. Pol počasi je še žena dala odpoved pri tisti firmi, ki je bila in je prišla k meni. Zdaj, ko je prišla domovina, sem pa na domovini. Zdaj še mogoče od rodoslovja. Rodoslovje je v Sloveniji izjemno razvito. Če se primerjamo z drugimi nacijami, smo zelo razviti, imamo izjemno močno društvo in ogromno ljudi v tem društvu.
Imamo popisanih v teh rodoslovnih bazah podatkov že več milijonov ljudi, ne, Slovencev seveda, ne, tako da je zelo, zelo bogato je, ne. Zdaj, rodoslovje je, bolj ko gremo na zahod, bolj je razvito in arhivi so bolj bogati. Tako da recimo najstarejše knjige imamo recimo v Veliki Britaniji in bolj ko gremo proti vzhodu, manj je tega. Če gremo v Sloveniji, velja isto. Na Primorskem so najbolj ohranjene knjige, potem je Kranjska, potem je Štajerska in potem je Boga mati, ne, Prekmurje. Mađari, tudi človek rata nacionalist, ko vidiš, kakšne boge knjige imajo in kako je slabo napisano. Ne. Skratka, pri rodoslovju je stvar precej preprosta, kako se raziskuje. Imamo 3 različne knjige, imamo krstno knjigo, imamo poročno knjigo in imamo mrliško knjigo. Noter so vsi podatki o človeku, ki je recimo umrl. Velikokrat so potem pri smrti je napisana še recimo naslov, starost, ne, da lahko zračunaš, kdaj je bil rojen. Včasih piše vdovec, včasih piše tudi ime staršev, tako da dobiš že v eni knjigi veliko. Poleg teh 3 knjig imamo pa še družinske knjige, temu se reče v latinščini status animarum, stanje duš, ki so bolj ali manj ohranjene, torej ponekod bolj, ponekod manj, na Primorskem bolj, na vzhodu manj. In te knjige so izjemno bogate, zato ker dobiš recimo na eni strani vso družino. In župniki so to pisali za svoje potrebe, tako da so potem v opombe marsikaj napisali. Včasih prije tudi kaj hudomušnega, ne, ko piše pri kakšni ženski žleh baba, pa tako ne. Ampak kakšna taka smešna, ali pa ne vem, ni bil pri spovedi, ali pa je, ne vem, pretepal soseda. Tega je sicer malo, ne, ampak vendarle je tako zelo zanimivo. In to je naše bogatstvo, ne, tega marsikatera druga nacija nima v taki meri ohranjenega, ne. Tako da je dobro zdaj tudi, da se to razvija, da se je to digitaliziralo. Upam, da se bo še bolj, ne, tukaj je bilo narejeno veliko delo, ko so se te goriške, slovenske župnije, ko se je to digitaliziralo, upam, da bo šlo tukaj še naprej, ker bistvo vsake zgodovine je, da se širi. Ne. Zgodovino imamo zakaj? Ne zato, da bomo ljubosumno čuvali v arhivih, ampak zato, da se iz nje kaj naučimo. Zato treba čim več na internet, čim več podatkov deliti z ljudmi, zato da se ljudje zanimajo. Ne. Ker če se ti lastnih korenin ne zavedaš in če ti ne ljubiš svojih korenin, potem tudi drugega ne boš ljubil. Ne? Ljubi bližnjega kakor samega sebe. Torej, najprej sebe ljubiš, ne pol drugega. Ne? In pri nas je problem, zdaj sem malo dolg, ampak pri Slovencih je problem, da smo ljubosumni, bolestno ljubosumni, zato imamo recimo pregovor naj sosedu od krava crkne. Tega nisem slišal še nikjer drugod. Ali pa recimo, da smo majhni, ne? Tega tudi nisem nikoli slišal. Recimo v Luksemburg je veliko Primorska, ampak pri njih na televiziji, ko je vremenska napoved, je čez cel ekran in tistih temperatur je toliko kot v Nemčiji. In nihče nikoli ne reče majhen kot Luksemburg. Mogoče se bo kdaj delal do norca iz tega, ampak drugače to ni kategorija. Njih je pač 250 000, oziroma zdaj jih je mogoče že pol milijona, ampak to je to. To ni. In tudi Slovenija, če se primerjamo, je en kup držav v Evropi, ki so manjše in po številu prebivalcev in po kilometrih. Ne? Tako da, kaj hočem povedati? Ta bolestna ljubosumnost izhaja iz tega, da smo premalo ponosni nase, premalo se imamo radi. In to bomo prešli samo, ko smo imeli sami sebe raje. To govorijo psihologi, psihoterapeuti, da je treba ojačati to samozavest in samopodobo. Samopodobo pa lahko ojačamo samo s pogledom v preteklost. Torej, da raziskuješ svoje korenine, nacionalne korenine,
kjer je ogromno lepih stvari. Mi imamo recimo osamosvojitveno vojno, vojna, ki je prvič uspešna, zmagovita, in drugič, vojna, ki ima izjemno malo žrtev. In mi namesto, da bi se hvalili s tem, kako smo zmagali v vojni z zelo malo žrtvami, mi to omalovažujemo kot, to je bil samo nek spopad. Pa v bistvu ravno obratno, če gledamo, če bi lahko civilizacijsko vojno opredelili po stopnjah, je najbolj civilizacijsko visoko postavljena vojna je tista, ki ima malo žrtev. Torej smo mi bojevali najbolj civilizirano vojno, kar se da. Na to moramo biti res ponosni. In ker je to tudi v ideološkem, svetovno-nazorskem smislu skupna točka naše nacije, bi bilo dobro, da bi se to malo bolj poudarjalo, in če se bo to bolj poudarjalo, se bomo imeli raje in se ne bomo tako dali med sabo. Tako da z tega stališča zelo poudarjam, tudi domovina je zato domoljubna, tako da to skušamo pač to idejo spravljati naprej. Če preidemo na novinarsko pot, namesto kako se je začela oziroma kako se je razvijala, bil si med drugim urednik Ognjišča, urednik Primorskih novic, si zdaj urednik Vipavske in Domovine, danes Domovine. Kako je prišlo? Kako si iz enega medija recimo v drugi? Zakaj? Zaradi priložnosti, zaradi drugih faktorjev mogoče? Ja, različni razlogi so bili, zakaj sem menjaval. Prvič, ko sem šel v Luksemburg, so bili tudi določeni pritiski, recimo, ko jih zdaj vidim nazaj, ko sem bil polena pod noge, in sicer čisto konkretno od homoseksualnega lobija znotraj katoliške cerkve. In sem pač sam dal odpoved, sam sem šel, mislim, da ni noben porival, daleč od tega. In pokojni Bole, Franc Bole, lahko rečem moj novinarski učitelj, vrste guru, ki ga vsak dan pomislim na njegovo vizijo. On mi je tudi rekel, lej, ko boš prišel nazaj, če hočeš, kadarkoli so ti odprta vrata. Vse vem, da boš ti pač verjetno kaj drugega, ampak ker bomo mi premajhni zate, ampak pridi kadarkoli. Bolj, ko sem res prišel, ko sem bil v krizi po Primorskih, so bila vrata sicer zaprta, mi pa takrat Bole ne v teh vrat. Ampak to je bila ta prva stvar. Na Primorskih novicah sem prišel kot pač poznavalec zunanje politike in novinar, in sem bil pač tam, sem delal pač kot novinar. Najprej so me zelo hvalili, zelo tako vsi levi, desni, tako sem imel zelo dobre odnose, in dokler nisem enkrat uporabil v enem komentarju fraze rdeči direktorji, pa bil konc pomenil ne stimulacij več, ne nagradnih dnevov, dopusta, takrat se je vse končalo. No in po spletu okoliščin sem postal odgovorni urednik Primorskih novic, in takrat je recimo Primorske novice, ko so postali dnevnik, je začela naklada padati. Torej in prodana naklada in branost. Ampak za prodano naklado imamo zelo natančne številke, in recimo, ko sem jaz prišel tja, recimo, ko je šla na dnevnik, je imela recimo 22-23 tisoč izvodov prodanih, ko sem jaz prišel, smo imeli 17 tisoč 50, nekaj tazga. Pol leta sem bil urednik in takrat po pol leta smo imeli naklado 17 500. Šlo približno za recimo 350 gor. To je bilo v obdobju, ko nobenemu drugemu dnevniku naklada ni šla gor. In tudi v zadnjih 20 letih bomo težko našli, jaz mislim, da ni niti enega dnevnika v Sloveniji, kjer bi imeli trend rasti, pol leta rasti. Tako da to je en tak dokaz, da so ljudje takrat hoteli bolj pluralen časopis. No in pol so me, kljub temu so me odžagali, jaz sem ostal pol
novicah kot najprej za zunanjo politiko, pa sem bil kazensko premeščen v Postojno, sem bil dopisnik. Pol pa je bilo par poskusov cenzure, mobbing. Tako vsak dan smo imeli sestanek uredniškega odbora in tam se je zbralo 20 novinarjev recimo. In pa je urednik tako še moj članek dal na tapeto in ja, pa kako je to slabo, kako je to za nič in tako. In to vse, ko bi rekel, malo se naveličaš tega. Se ne gre zdaj, da bi prav te, ne vem, da bi zaradi tega delal samomor, ampak malo se naveličaš, ne, ker je tako, ne. Recimo, če povem en primer, sem imel, na 2 straneh je bil intervju z sestro Andrejo Godnič, misionarko, ki je bila takrat v Peruju in je bil intervju, meni se zdi dober in je urednik rekel, predvsem rekel, zelo dober intervju, ne, fajn intervju, ampak zraven je na isti strani je bila še redna rubrika Svetnik tedna. Je rekel, ampak preveč je verskega. Ne, v celem časopisu, v celem tednu sta bili pač tisi 2 strani in 2 članka skupaj, ne, in rekel, laičnost je vrednota. Ne, to predvsem, ne, tako, to je, tako, včasih so bili tudi poskusi cenzure, ne, in zato sem se pol odločil, da grem, pač dam odpoved, da sem šel na svoje. In pol smo pa prišli do te domovine, ne, tako da. Še prej je nekako Vipavska, ne, tudi je neka realnost, ne, oziroma to tudi urejaš nekako, ne, to je brezplačnik, ne, v bistvu, kako to deluje in ima tudi zelo razvit portal, ne, kljub temu, da je lokalno, ne. Ja, Vipavsko sem ustanovil v tistem času, ko sem bil samo zgodovinar, torej po letu, mislim, da je bilo to 2014 približno, 2015 in takrat smo razvili brezplačnik. Brezplačnik zato, ker plačljivih medijev je vedno manj in naklada jim pada. Ljudje so vedno manj pripravljeni plačati. Zato mora biti zdaj pot taka, da ti bralcu vendarle daš nekaj in mu daš zastonj. Zato so se začeli brezplačniki po celem svetu, ali pa taki recimo zelo nizka cena, recimo na metrojih je bilo, ampak zdaj so pač to izpodrinili telefončki. Ampak jaz mislim, da prihodnost je v tem. In tako da pol smo začeli to Vipavsko pred volitvami, recimo, ko smo dobili malo več oglasov, smo začeli pač to delati. In to izhaja v nakladi precej visoki, 13-15 tisoč izvodov, pride vsako hišo in potem tudi vsak vidi. Ne? In to je v bistvu, če hočeš nekaj sporočiti, je to zelo dobra varianta. Ne? In tisk je tudi takrat bil zelo poceni, zdaj je dražje, ne? Ampak vendarle. Tako da imam pač ta brezplačnik, do zdaj je šlo 20 številk in portal, ki na dnevni bazi objavlja še tako bolj recimo kulturne, pa zgodovinske, pa tudi politične stvari, čist, kako bi rekel, uredniško usmerjeno, pač po tako približno, kot jaz razmišljam. In zdaj, to je bila pač nek moj hobi, ampak prav iz teh idej, ko smo jih tam dobili, je pol nastala domovina. Torej, pridemo na današnje dni in prav na domovino, na lepo pravljico domovine, ne bi lahko rekli. Kako je pravzaprav nastala, ne, in kako so, tudi so nam precej nagajali, še vam nagajajo, verjetno, ne, če pravim ta izraz, bolj. Kakšno je pravzaprav vodilo, ne, tega tednika? Ja, domovina je nastala najprej kot portal. Ne, Zavod Iskrenje, to je družinska organizacija, nekaj tazga kot Sončnica, recimo, pri vas, da je profesionalno, da je toliko ljudi zaposlenih in da se ukvarjajo z družinami, z družinskimi terapijami, z delavnicami za otroke, z zakonskimi duhovnimi vajami, založba. No in potem so ustanovili družinski portal iskreni.net. Portal se je precej razvil, ima danes približno 100-150 tisoč unikatov na mesec, to pomeni 100 tisoč različnih ljudi pride na ta portal v enem mesecu.
okrog 100 000, če greš na telefončku in na računalniku doma ali pa na 2 računalnikih so to 3, ne? Tako da verjetno ni 100 000 ljudi, mogoče malo manj. Ampak taka precej visoka številka, ker če vemo, da so najbolj obiskani portali v Sloveniji, da imajo tistih 800–900 000, da ima potem en tak družinski, katoliški portal, tako številko je to veliko. No, potem ta portal je bil bolj, če rečem, za ženske, ne, pač ta psihologija, psihoterapija in tako. Politike je bilo bolj malo in tudi ni bila lih ne vem koliko zaželjena. In zato se je potem iz tega rodil še en portal, domovina.je. To je bilo 6 let nazaj. In iz tega portala, ta portal je pa začel veliko bolj rast, je tudi se prej profesionaliziral in ima danes, jaz mislim, da bomo za novo leto, da bomo dosegli nov rekord, in sicer, da bo 300 000 unikatnih obiskovalcev v enem mesecu. To je zdaj že tretjino od tiste najvišje, s tem, da imamo spet v celem zavodu Iskreni je mogoče 35 ljudi zaposlenih. Ti portali, o katerih govorim, ko imajo 200 000, imajo 300 ljudi zaposlenih. Tako da z tega je domovina že od vsega začetka en tak faktor, na katerega se računajo. In iz domovine je najprej nastal brezplačnik, ki je izhajal 4-krat letno, financiral pa se je z donacijami. Bilo 30 € naročnine in tisti, ki je plačal, je pač dobival. Naklada je bila 1500, prodana, če rečemo, ampak se ni šlo, ni bilo zadosti. No in potem smo tu s temi vipavskami, smo drgali in potem smo dejansko enkrat prišli do ideje, da bi naredili tednik in sicer je bilo to, je se upadlo s tem, da so bili nekaj 5 podjetnikov, ki smo bili pripravljeni investirati nekaj svojega denarja, ne gre za kakšne velike zneske, ampak je bilo pač za tisti zagonski kapital, recimo, da lahko na 3 mesece, tudi če propadeš, da pač preživiš, smo zagotovili pač toliko tega denarja in to je bilo v trenutku, ko smo opazili, da je Reporter, tednik, politični tednik, tako spremenil uredniško politiko, da je dejansko ostalo brez svojega tednika vsaj 3, 4, 5 tisoč ljudi. Te ljudi je treba pač pobrati. Tako kot je iz Zmaga šlo na Reporter, tako smo računali, da bo šlo iz Reporterja na domovino. To se sicer ni izpolnilo, zato ker smo dobili od Reporterja dejansko zelo malo. Bistveno manj, ko smo bili računali na mogoče 1000. Drugi so šli že prej kam drugam, ali na Družino, ali na druge tednike. Eni so tudi ostali, eni so popolnoma prenehali brati. Tako da to se ni tako uresničilo, kot smo mislili. Smo pa po drugi strani dobili nove katoličane, ki prej niso brali politike in to se je pokazalo pač kot forma uspeha. Omenil si nekaj ljudi, jaz mislim, da ste imeli nekako podobne poglede, katero je vodilo nekako vodilna ideja. Ja, nekaj je treba storiti, Tisti, ki smo tukaj v tej ekipi, smo vsi taki zon politikoni, če gremo antično filozofijo. Torej, družbena bitja, ki hočemo nekaj, ki imamo svoje mnenje, ki hočemo tudi povedati. In skušamo tudi ljudi prepričati, oziroma jim ponuditi, če hočeš to vzeti, če ne treba, ampak hočemo biti glasni. In po drugi strani je pa tu par ljudi, ki so izjemno sposobni, to je ekipa, ki je še nisem srečal take in na čelu je Igor Vovk, ki je bil tudi tukaj par tednov nazaj gost. To je res človek, ki ima nos, ki zna in tako Boleta smo klicali oče Franc. Igorja bi tudi lahko klicali oče, ker ima en tak res očetovski odnos
odnos je res izjemen odnos, ne? Da, ko je dobil recimo Roka Čakša, ki si je zamislil, v bistvu Rok Čakš je urednik portala Domovine in on si je zamislil portal. Jaz v bistvu to samo jemljem dol, ne? To ni, članki niso moji, jaz jih v bistvu parih jaz naročim, ampak večinoma je njegovo. Ne? Jaz v bistvu samo sem kot nek printer, ne? In on je nek tak motor, ne? On ima ideji, da jih ne dohajaš in jih niti ne razumeš, kaj se vse pleto v njegovi glavi, vsak teden je kaj novega. Isto je pri Igorju, tako da v taki ekipi je res lepo delati in tudi po nekem smislu lahko. Kaj bi povedal o stanju medijev v Sloveniji? Mene recimo zbode, predvsem ko slišim, da celo na evropski ravni naj bi bila svoboda medijev v Sloveniji nekako ogrožena. In to so v te evropske kroge pripeljali prav tisti, ki so bili na vodilnih vlogah, ko svobode res ni bilo. In v resnici verjetno jo namarajo še danes. Jaz težko razumem politike desne sredine, ki so v Bruslju na mednarodnem parketu zelo močni. Vojko Peterle, pa Janez Janša, so ljudje, ki imajo odprta vsa vrata v vseh vladnih palačah v Evropski uniji. In da ti ljudje v 20 letih, da v bistvu da niso naredili kaj veliko na tem področju. Recimo, ko gledaš kader v evropskih inštitucijah, gre večinoma za kader, ki so ga kadrovali slovenski levičarji. Recimo, kristjanov je med njimi zelo, zelo malo in tudi nobene posebne pomoči nisi dobil, recimo, od njih, tako kot slišim. Jaz ne rečem, so vse trudili, ne? Peterle, par primerov poznam, ampak vendarle s tako močjo so bistveno premalo naredili. In zato se potem v teh bruselskih krogih so levičarji veliko močnejši. To se dogaja v veliki meri tudi v drugih državah, ker so levičarji močnejši, glasnejši. Zato se danes Schuman gotovo obrača v grobu, ker je Evropa iztirila. Ampak mi bi dejansko nismo naredili svoje domače naloge in mi smo tudi po cerkveni plati, recimo, da bi, jaz si predstavljam, da bi ti ljudje, ki so imeli vpliv, da bi poslali par ljudi na študij, novinarstvo, kakšno tujo državo, da se kaj tujega navadijo, da gre kakšno prakso, kakšen dober časnik ali tako. Nič od tega. Vse se sami učijo in zato je potem tudi veliko tega, če rečem v slengu, šalabajzerstva, torej tazga slabega novinarstva v slovenskih medijih, tako katoliških kot laičnih. Tako da jaz mislim, da je to v ozadju, da nismo naredili toliko, kot bi lahko. Obenem je pa tudi pač ta agresivna levica močna. Tudi recimo, če povem, jaz sem ustanovni član Združenja novinarjev in publicistov. Ustanovili smo ga 2007, nekaj takega. To je društvo, v katerega se noben noče vključiti skoraj. Imamo članov bistveno manj, kot je recimo katoliških novinarjev, če vzamemo samo katoliške, če pustimo zdaj Janša ali pa desno sredino politično, če imamo samo katoliških krogih je zaposlenih 100-150 novinarjev, članov ZNP-ja je mogoče 2-3. Tako da ni tega zavedanja in pol tako društvo seveda ne more delovati, ne more biti tako močno, kot je društvo novinarjev v Sloveniji. Tudi nima kakšne politične podpore. Tukaj bi pričakoval, da pride nekdo, ki ima vpliv ali pa denar in reče, kako vam lahko pomagamo, da boste vi kaj naredili, recimo, za to. No, nikoli nobenega. Tako da pač kar sami zmoremo. O stanju medijev v Sloveniji pa oziroma tudi malo ta neskončni boj za premoč in vodenje RTV-ja, recimo, o vsem tem, kaj bi pa povedal.
Ja, na RTV je tako državna televizija, Radio Televizija Slovenija, ima zaposlenih toliko ljudi, kot je slovenskih vojakov. Ne? V bistvu slovenskih vojakov, profesionalnih je malo manj, kot je zaposlenih na RTV Slovenija. Tako da zdaj vemo, o kakšnih številkah govorimo. Pri teh, v tem kadru najdemo zelo malo ljudi, ki ne razmišljajo levo, ne? Torej, ki niso levičarji. Zato, ker je to bil vedno kadrovski bazen in vedno so bili kadroviki, ki so kadrovali. Ne? Zdaj spomnim tudi, ko sem prišel na Primorske novice prvi teden in je polen Udbaš in Udbovce hodil po hodniku. In od sobe do sobe pol govoril o tem, kaj morajo pisati. In tako, v bistvu se obnašal kot neka siva eminenca. Ne? Sem bil kar, mislim, zgrožen, sem bil, da prihaja pač nekdo, ki ni ne novinar, ne urednik, pač neka stara partijska živina, ne? ki pol tam nekaj malo tako se pokaže in soli pamet. In na RTV je podobno, ne? Recimo, ko je Dolničar bil predsednik tako imenovane zveze, oziroma zveze tako imenovanih borcev, je on prišel gledati določene prispevke, preden so šli v objavo. Pa si lahko predstavljate, kakšen bazen je to. In zdaj tam je pač tistih mogoče 5 ali pa 10 na 10 ni novinarjev, ki razmišljajo malo drugače, ki so mogoče iz recimo bolj pluralnih krogov ali pa ne, da so politično, da niso prav levičarji in si upajo kaj reči in ti so zdaj največji problem. In ker ima levica v Sloveniji praktično vse v rokah, je dejansko tudi v času Janševe vlade, desno-sredinske vlade, je bilo, lahko rečemo, 70-80% vseh političnih in gospodarskih odločitev v domeni levice. Zato, recimo tudi, ko so bile desno-sredinske vlade, oni niso mogli vladati, niso imeli vzvoda oblasti. Tudi recimo, ko sem jaz postal urednik Primorskih novic, jaz nisem imel moči, zaradi tega, ker so vsi vedeli, da nisem močen in so samo čakali, da me bojo odžagali. Zato ti pol ne pomagajo, bojkotirajo te. Jaz sem imel recimo za 100% več bolniških je bilo, takrat, ko sem bil jaz urednik, kot prej in potem. Torej, še enkrat več ljudi je bilo na bolniški kot prej. Ne? Bela stavka, ne, se temu reče. Tako da in v takih razmerah je zelo težko delati. Ne. Medijev v Sloveniji vsekakor precej, ne, nekateri so tudi zelo kakovostni, od spleta do tiska, tako da si Slovenec v bistvu lahko prebere več mnenj in prav gotovo zbere, kar mi bolj leži. Ne. Če opustimo težave s televizijo, kakšne časopise oziroma spletne medije najraje bereš, spostuješ, bolj ceniš, bi lahko rekli? Ja, pri medijih je problem v Sloveniji, sta dva problema. En problem je pač politična opredeljenost, ki se je povečala. Recimo v letih pluralnost slovenskih medijev dejansko pada. Torej, slovenski mediji so bili leta 1988 bolj pluralni, kot so danes. Recimo RTV je bila v času komunizma je bila bolj pluralna, zaradi tega, ker so novinarji razmišljali drugače in so recimo šli na Roško in podpirali demonstracije in to objavljali, ne, posebej pa recimo med vojno za Slovenijo, kot danes. Ne. Če primerjamo danes, še 20 let nazaj so skušali biti pluralni. So recimo v vsaki temi, sicer zaradi zakona, so poiskali dva sogovornika, enega levega in enega desnega. Zdaj tega ni več. Zdaj se imaš omizje, so 3-4 vsi levi. In tukaj ne gre za, zdaj jaz uporabljam izraze, ki jih uporabljamo v Sloveniji, ne? In sicer levi so nekaj drugega kot v Italiji, ne? Zato, ker naši levičari so se v nekem smislu povampirili in so ti vampiri prevladali.
Tako da prave socialdemokracije sploh ni. Ne, mi nimamo socialistov, mi imamo samo komuniste. In ti so dejansko prevzeli vse vajeti v svojih rokah in so postali novinari danes, ravno zaradi tega, aktivisti, politični aktivisti. In so velikokrat v svojih mnenjih bolj ostri kot recimo opozicija v času Janševe vlade, recimo. Veliko bolj zahtevajo neke določene, veliko bolj so bili proti vladi kot opozicija v času Janševe vlade, kar je nepredstavljivo. Posebej pa, če agitiraš, ti ne smeš agitirati. Tako da to je tisti največji problem. Zato je v Sloveniji malo demokratičnih medijev, nekaj katoliških, ampak ni pa recimo nobene televizije, ki bi bila res pluralna, mogoče Planet TV, pač s svojimi zdrsi in padci, vprašanje kaj bo čez par tednov, ampak bistveno manj medijev je in bistveno bolj bolj niso tako močni, finančno, gospodarsko močni, zato imajo bistveno manj oglasov, bistveno manj zaposlenih in ne morejo konkurirati. Novi glas ne more konkurirati, ne vem, Corriere della Sera. Kako pa vidiš prihodnost medijev, oziroma mislim predvsem na tisk, kakšne občutke imaš tudi na to, kar smo govorili prej, da splet je pač močen, tisk zdaj papir bistveno manj. Ljudje imajo še vedno radi papir, kakšne občutke imaš, imeti v roki časopis še? Pred desetletji je bila dilema, ali bodo knjige izumrle zaradi televizije, pa so ostale. Sicer se veliko manj bere, naklade so manjše, ampak je velika zlomka. V Sloveniji še vedno izide največ naslovov na svetu. Per capita, torej po glavi, imamo mi največ naslovov, nobena nacija nima toliko naslovov po glavi, kot jih ima Slovenija. Sicer to je v nekem smislu neumnost, ker mnoge knjige izhajajo samo zaradi subvencij in se potem ne naredijo niti tiskovne konference, ampak ostanejo v skladišču in prodajo 3-4 knjige. Govorim dobesedno, se ne pretiravam. Ampak prihodnost ostaja tudi na papirju, nekaj je gotovo pri teh brezplačnikih, zato ker ljudje imamo rajši papir kot ekrane. In tudi morali bi imeti rajši. Zato ker ekrani so škodljivi. Na ekranu pride tudi do odvisnosti. Od ekranov smo odvisni, od raznih Facebookov, Twitterjev in tako lahko postaneš odvisen. In v možganih se dogajajo popolnoma isti procesi, kot pri odvisnosti od droge, cigaret. Gotovo odvisnost od televizije gotovo ni tako huda kot odvisnost od heroina, ampak procesi so enaki in ne moreš se ustaviti. Druga stvar, za inteligenco je dobro, da se bere. Ker če mi samo gledamo slike, potem si mi tisto sliko predstavljamo, ampak jo ne znamo ubesediti. In če ne znamo mi ubesediti določene stvari, pol ne znaš tudi razmišljati o tem. In intelektualno padeš. Recimo, če imajo amazonski indijanci, ne vem, neka blazna številka, mislim, da 300, ne vem, pač neka zelo visoka številka, koliko zelenih barv oni ločijo, koliko odtenkov. Ali pa eskimi, belih. Zato, ker tam živijo in pol vejo. Mi tega ne vidimo in ne vemo, zato smo v tem smislu manj inteligentni. Ampak enako pomeni v jeziku, recimo v šoli, če preveč gledajo te tablice in slike in to, se ne navadijo in ne znajo govoriti. Recimo v slovenski Istri, ki je kulturno zelo uboga in je znanje slovenščine porazno, najslabše v državi gotovo,
zaradi različnih vzrokov, ampak ko se pogovarjaš z marsikom, ti ne zna več povedati. Ne? Začne govoriti in potem išče besede in pol razumeš iz mimike, ne, kaj je hod povedati. Zato, ker ima tako ubog besedni zaklad, ne, in tega je vedno več. Ne samo v Istri, ne, tudi v Ljubljani, v mestih. In, tam, kjer so otroci preveč na telefončkih, je to. Ne. Tako da, če hočete moj nasvet, vam toplo polagam, da otrokom do konca osnovne šole ne dati telefona. Naj ga imajo pač en družinski telefon, ne bo doma, ko gre na trening, ko kaj rabi, ampak ne dati otroku do konca osnovne šole telefona. In to se ni slutilo mamič, to so psihologi, ki to govorijo, ampak mediji pa o tem ne govorijo. To je zelo, zelo pomembno, zato je tudi naša v nekem smislu poslanstvo, ta domovina, da skušamo tisk in knjigo in založbo imamo tudi, ne, da skušamo to ohranjati, ne samo zaradi zaslužka ali pa sporočila, ampak zaradi zdrave kmečke pameti. Če ne bi se niti ne odločili, ne, in tudi tisk, če je nastalo recimo kot portal, ne, in je tudi dobro deluje kot portal spletni, ne, bi lahko šli kot nekateri mediji, ki imajo samo spletno verzijo. Delno smo že govorili, ne, o politiki, saj je neposredno povezana z vsem, kar smo govorili do zdaj. Politika pa je tudi del tvojega življenja, seveda, in če je bil tudi poslanec, ne, krščanskih demokratov, tudi sam si nekaj kandidiral, sicer bolj na lokalni ravni, si gledal to vedno nekako z profesionalnega vidika na politiko, ali si kdaj hotel biti bolj soudeležen v takem kontekstu, ambientu, v politični sceni? Ja, v nekem smislu kot zon politikom si vedno želiš tudi imeti vzvod, da boš pač nekaj spremenil. Ne? Žal je pri nas v politiki posebej velja negativna selekcija. To pomeni, da ne pridejo najboljši, ampak pridejo najslabši. In ko gledamo mi naše vlade, je vsaka generacija slabša. Zato recimo, če bi, ne vem, si pred 30 leti, da bi bil izziv iti v parlament, recimo, si danes težko predstavljam biti v takem parlamentu, kot je slovenski. Drugač, osebno sem bil v študentski politiki 2 mandata, sem bil izvoljen za poslanca v študentskem parlamentu v Ljubljani, na filozofski fakulteti, ki je bila najbolj taka oštra, najhujša borba politična. No in tam sem videl, da kot sem imel 21 let, da se zelo težko upreš korupciji. Recimo, ko si šel ven iz dvorane, recimo, če si predčasno zapustil sejo in se nisi odjavil pri tajnici in če te niso opazili, si dobil sejnino 100%. Če si pa se odjavil, si dobil pa polovico manj, recimo. In pol razmišljaš, ne vem, seja se bo končala čez 15 minut, meni se nekam mudi, se ne bom odjavil, ne, ker po svoje tudi ni pošteno. Ne. Sej sem bil na 80 ali pa 90% seje sem presedel, torej zdaj bi polovico vzeli pa spet ni. Torej, take misli imaš in si dejansko kot mlad si koruptiven. Ne, in tukaj se moraš ustaviti. In takrat sem se jaz sam pri sebi odločil, da v politiko ne grem, dokler ne bom pač imel recimo 40 let, ženo, otroke, hišo. Zato, ker se nisem sam v sebi, se nisem čutil dovolj trdnega. In zdaj, ko gledam nazaj, ko tudi vidim mnoge mlade politike, kako so jih hitro kaj nastavili in jih dejansko uničili, sem zelo hvaležen, da nisem imel pač, da nisem šel, da sem zdržal do takrat. Zdaj so pač drugačni čas, ampak tako pač je. Ja, o politiki bi lahko imeli še eno celo predavanje, neverjetno, a vsekakor bi to vprašal mogoče eno misel, ne, o tej politiki
slovenskih volitvah nekako imamo to levico, ki si izmisli neko drugo stranko, ne, pod drugim imenom, ljudje pa so nekako isti. Se mi zdi malo sprejemljivo za norca, ampak zgleda, da to ljudem je prav. Je to en začaran krog nekako, v katerem bomo še dolgo, ali vidiš kakšno drugo luč? Ja, to je kot zgodovina, ne? Ponavlja se, če nič ne spremeniš. Ne? Zato imamo zgodovino, da ko vidimo, da se ena stvar ponovi, da ne ponoviš iste napake. In zdaj pri nas je to predvidljivo in je ta res začaran krog in bo ko bojo naslednje volitve, 2-3 mesece nazaj sem bil prepričan, da bo mandat celoten, ne, da bo 4 leta, zdaj nisem več. Torej, ko bodo naslednje volitve, se bo spet ponovilo, bodo spet novi obrazi, ki bodo prišli kot neki odrešeniki, mediji bojo podprli in to je to. Zdaj, kaj se da pri nas narediti? Na področju politike se ne da veliko, ker lahko pride tudi zelo dober kandidat, ampak ga popluvajo, ga uničijo, ne? Če je z neprave strani. Recimo, spomnite se Franceta Arharja, očeta slovenskega tolarja, ki je kandidiral za predsednika republike in so mu potem privlekli plačo, ki je bila razmeroma visoka, ven in je zaradi tega dejansko bil, če rečemo, out, ne, bil izvržen iz tekme oziroma je bil poražen. Zdaj, ko se je zgodilo s Robertom Golobom zelo podobna situacija, s tem, da je Robert Golob imel bistveno višjo plačo kot on, je vse v redu. Kaj je razlika? Razlika so mediji. Mediji so tisti, ki so to poročali in predstavili to sliko, kaj se dogaja. Torej, v Sloveniji politike ne bomo spremenili, dokler ne bomo spremenili medijev. In tu smo kot novinarji, recimo, ali pa urednik, ki lahko nekaj naredimo. Nekaj lahko naredijo tudi mogoče politiki s svojimi mediji, ne, tudi konec koncev Janša je naredil svoj skupek medijev, ne, zavidanja vreden v velikosti, ne. Zdaj, kaj pa lahko vsak sam narediš za to, ne? Jaz mislim, da lahko vsak nekaj naredi. Ponovadi, dostakrat se pogovarjamo tako z ljudmi in pol tako javno, tako ko vzeli dva, ne, joj, kakšna je politika, pa ne, se ne da, pa zmerno so rdeči, zmerno tako. In poprašam, ja, si naročen na kakšen časopis? Reče, ne, je na internetu vse zastojno. Ja. Torej, zdaj, tistih tvojih par tolarjev, par evrov, ki jih boš vložil, ne? Domovina je 130 evrov recimo na leto, ne? 130 evrov pač je nek denar, ne? Vendarle ni toliko, ne? Zdaj, če bi bilo tega denarja več, če bi bilo več ljudi, ki bi kupovalo več domovin, ki bi bilo več ljudi, ki bi bili prijatelji Radia Ognjišče, več ljudi, ki bi se naročilo na demokracijo in tako naprej in naprej, bi se dalo marsikaj narediti. Če bi, recimo, pogledajte, mi imamo v Sloveniji 200.000 ljudi, ki hodijo k maši. So kristjani, kot reče Juri Palk. Tisti, ki hodijo k maši, je kristjan, drugi so kristjani, tako, ne. Ampak, recimo, če je kristjanov v Sloveniji 200.000 in pogledamo zdaj, koliko imamo naklade. Zdaj, domovina se proda 5.500, recimo, družina se proda, jaz mislim, da tam 25-30 tisoč, Ognjišče mogoče nek 10.000 več. Radio Ognjišče ima tudi, po mojih ocenah, recimo 20.000 poslušalcev, tako da ne pridemo niti na polovico. Zdaj, ne vem, jaz imam doma naročenih 10 časopisov, pa ne zdaj, ker sem novinar, ne? Ampak sem bil, dolga leta sem bil naročen, recimo, na družino. Nisem je bral, ker mi ni bila zanimiva, ampak sem bil iz neke lojalnosti, ker hočeš pač nekaj pomagati.
naročen. In če bi bilo tega malo več, jaz mislim, da bi se dalo. Tako da se moramo vprašati, kaj lahko jaz storim za to, da bo na naslednjih volitvah bolje. Zdaj, mi dva se pogovarjamo že čez uro. Mogoče bi kdo z publike želel kaj vprašati. Čakam, da ne sem jaz mikrofon. Torej, čez nekaj časa bodo volitve v Sloveniji za novega predsednika države. In tam je 7 kandidatov, eden je padel in tako naprej. Mislim, da sedanji predsednik, Pahor, da je bil dober predsednik. Če vemo, kaj je, vemo, kam spada, ampak se je večkrat izkazal, da zna prisluhniti tudi drugi strani, recimo, tudi drugi strani. In zdaj je imel ravno v prilogi družine, je imel en dolg pogovor, In zdaj novi kandidati, recimo, torej imamo nekatere, ki se smatrajo, da so neodvisni, Jaz dvomim, da nekoga, ki ga Kučan podpira, da je neodvisen, To verjetno ne bo držalo, verjetno, Torej, izbira izmed temi kandidati, jaz mislim, da je slabša, kdorkoli bo izvoljen, recimo, da je slabša od sedanjega predsednika. Še bo zmagal levo, ja. Torej, to slabše. Zanimivo je, recimo, da ko Logar, kandidat SDS-a, uradno neodvisen, ampak član SDS-a, ali pa Cigler Kralj od Nove Slovenije, kandidat, ko ona dva pohvalita Pahorja ali pa kaj rečeta od Pahorja, da je on dobro vodil, ali pa dobro predsedoval, ju zelo napadajo mediji, kaj se grejo, ampak nihče se pa ne pomisli, pa to je bil naš predsednik, aktualni predsednik, ki je dobil na zadnjih volitvah precejšnjo večino, ni bila minimalna. In je 2 mandata, torej, če eden hoče biti tako kot on, a ni to logično, da boš to predlagal. Tako da jaz nisem tako prepričan, da bo lev kandidat zmagal. Sicer bi Staček moral staviti, gotovo, da ima več možnosti. Brglez in Nataša Pirc-Musar kot recimo Logar, to so 3, ki so po mojem trenutku najmočnejši. Vprašanje, kaj se bo še zgodilo. Ampak škoda je, da ta levica, da je preveč radikalna, da je, kot sem prej rekel, povampirjena in da v bistvu naši levičari, večina ljudi, ki volijo levico, so navadni ljudje, niso neki skrajneži, niso komunisti. To so socialdemokrati, tako rečemo, pa socialisti. Pač razmišljajo bolj levo, so delovski sloj ali pa pač tako razmišljajo, niso skrajneži. In to je tudi Pahor. Pahor je predstavljal te ljudi. Je pa res, da je treba spet po resnici povedati to, da je globoka država, ki danes obvladuje Slovenijo, je bila soustvarjena tudi z Borutom Pahorjem. Tako da on je sokriv do vse to. Je pa pač naredil en prehod in zadnjih par let, tako kot se je obnašal, tako kot je delal, se je obnašal državotvorno in res pohvalno. Tako da si lahko želimo, da bi imeli še kakšne natazne, ampak nisem prepričan. Ne, samo še eno vprašanje na to. Torej, če gledamo zdaj malo evropsko, pravzaprav prevladujejo
prevladujejo desne stranke. Ne? Recimo, dobro, iz Italije zdaj gremo, je šla prav v ekstremni, ne, recimo. Ne? Ampak tudi druge države, evropske države, recimo, se pomikajo na desno. In Slovenija je proti toku zdaj, v tem smislu. Ja, če pogledamo vse sosede, ne, posod je, ampak je treba zdaj tudi tako, ne, levo desno je to zelo tako, najprej vprašanje, kaj je kaj, in drugič tudi izrazoslovje, ne. Pri nas rečemo desnica vsemu, kar je od krščanske demokracije, vse, kar ni levica, je pri nas desnica. Tu v Italiji desnica so fašisti, ne, neofašisti in tako, ne. Tako da je terminologija tudi, ampak vse vemo, o čem govorimo. Jaz mislim, da je ta v nekem smislu preporod populističnih in desno-sredinskih in desnih političnih strank, ki so v enih državah tudi zelo prevladale, recimo Poljska, Madžarska, na Poljskem so levičarji prav iz parlamenta vedeli, ne, mislim, jih ni več, ne, tistih. To ni zato, ker bi bili oni tako dobri, isto je za Melonijevo, ampak je to reakcija na radikalizacijo levice. Ne, ker se je ta levica tudi v evropskem smislu povampirila oziroma radikalizirala, ker so zdaj začeli vsi, ki so na levici, na levi sredini, zagovarjati LGBT, posvojitve homoseksualcem, ne vem, ukinjanje pisoarjev, če hočete, vse te razne LGBTizme in ker so se tako odprli do migrantov, dobivajo zdaj reakcijo na drugi strani. Ne? Trump je sad, je reakcija na demokrate, ki so se zadnja leta tako obnašali. Isto Orban, ne? In isto je Melonijeva. Ne? Zaradi nesposobnosti, recimo leve sredine, je prišla ona, ki ima jasen jezik. Ne? Tudi recimo je zanimivo, da sicer ne bi bil pametno, ker tukaj vi bistveno bolj poznate, ampak recimo Melonijeva, ko je govorila zdaj v volilni kampanji, marsikaj podpišeš, oziroma lahko bi rekli, da večino stvari bi podpisal, ne? Tako kot govori, ne? Tako kot je govorila. Ne? Zdaj pustimo zdaj, kaj je govorila 2 leti nazaj, ne? Ampak prav v temu, ne, ona je nagovarjala točno to, kar so ljudje hoteli slišati. In mi nismo proti homoseksualcem, mi nismo proti migrantom, mi smo samo, da se te stvari normalno uredijo. Mi smo proti temu, da homoseksualni pari, da lahko posvajajo otroke, ampak zakaj to ni dobro? Zato, ker to psihologi tako govorijo. To se nismo mi zmislili. In migranti, mi se lahko odločimo, da bomo Evropo odprli in bo prišlo v Evropo 1 milijardo ljudi. 1 milijardo ljudi približno hoče priti v Evropo. In kaj smo pol s tem naredili? Da bo Evropa pač črna. Prav, ni problem. Če se tako odločimo, samo bolj povejte, bolj rečete, mi smo za to, da se odprejo meje in da zginejo te naše evropske kulture in bo to. Prav, bežite s tem na volitve in da vidimo. Zdaj kot humanistu, recimo, kar smo vsi, ne, torej kot človekoljub, pa čutiš s temi ljudmi, ne, da ni pošteno. Da ni pošteno, da eden v Afriki, eno sonce do vse, ne, ampak en v Afriki nima takih možnosti kot en Evropejc. To ni pošteno, ne? Ni pošteno izkoriščanje. Ampak, če bomo meje odprli, ne bomo nič naredili. In zdaj recimo, prav katoličani imamo zelo dobre metode, kako pomagati. Ne? Imamo misionarje, imamo, ne vem, Petra Opeko. Če bi Petra Opeki, ne vem, če bi jaz bil premier, bi šel k njemu in bi rekel, koliko denarja rabiš, vse te bomo dali. In če damo, ne vem, milijardo Slovenija, da zbere, je to v redu. Torej, Evropa ima vzvode, s katerimi lahko pomaga na ta prav način. Štokar Milja, iz Felja. Jaz bi vprašal kot
zgodovinarja in novinarja. Če vi kaj poveste kaj o prostozidarstvu v Sloveniji. Zato, ker jaz kot zdravnik vem, da Marko Bitenc se javno razglaša za prostozidarja, ima kar fajn firmo in pač vprašam samo, če imam nekaj znano. V prostozidarjih težko kaj rečemo, zaradi tega, ker je to tajna loža. V bistvu zelo težko kaj dosti poveš. Bi se strinjal s pokojnim Repulo, ki je že 30 let nazaj rekel, prostoizdarstvo je šport, ker v Sloveniji prostoizdarstvo dejansko ni močno. Ima pač določene vzvode, je lobby, ampak dejansko ni močan. Predvsem pa ni močan, če ga primerjamo z drugimi lobiji. Pri nas je pač ta globoka država, če lahko imenujemo kot lobby, je gotovo najmočnejša kot taka, kot struktura paradržave. Med lobiji je pa homoseksualni lobby jih da v koš vse druge lobije. In vse klube, tudi Lionse, tudi Maltežane, tudi Opus Dei, vse to se ne more primerjati s slovenskim homoseksualnim lobijem. Tako med laiki, tako v laičnih krogih, kot v cerkvi. Ja, kaj? Dobro večer. Pred nekaj dnevi so 3 intelektualci objavili en zapis, ki je tudi na Facebooku, da se v Sloveniji postavlja ideologijo pred narodnostjo oziroma da se strankarske interese postavlja pred nekimi nacionalnimi interesi. Zdaj, recimo, jaz sem bral komentarje v Delu in tudi vaše na spletu in se mi zdi, da ste bodisi vi kot časnik Delu zelo radikalizirani. In to, kar ste tudi zdaj nakazali, nekako Melonijevo kot predsednico stranke in sploh desnico v nekem smislu opravičujete tudi, če ne upoštevate tudi vseh tistih karakteristik in malenkosti, ki se seveda skrivajo za vsem tem, zaradi katerih tudi mi nekako zvemo v to prihodnost malce zaskrbljenosti. Tako da je morda tudi po vašem komentarju v domovini glede teh volitev nekoliko prevladala ta ideologija pred nekim, recimo, zelo podrobnim in nekim umirjenim analiziranjem teh volitev, kaj to pomeni v Italiji. Pri domovina je verjetno edini medij, ki je Melonijevo pokazal v taki luči, kot jo vidimo tukaj, oziroma kot jo vidite vi. Takoj po volitvah, prva 2 dneva, se je pač analiziralo samo volitve in se iz zamejstva tudi drugi mediji niso nobenih velikih komentarjev dajali. Ko sem delal redakcijo za to domovino, ki je prejšnji teden išla, sem recimo iskal tako na hitro, ker pač sem bil sam redaktor, nisem bil pisec, da bi kakšen od zamejcev se kritiziral Janeza Janšo, ki je navijal za Melonijevo. On je prav objavil en tweet že v nedeljo zjutraj, napisal Avanti, Giorgia Meloni in pol Fratelli d'Italia in pol še tisti, ki so bili še zraven. Ampak, torej, če bi on rekel Avanti Giorgia Meloni je eno, ampak on je rekel dejansko Avanti Fratelli d'Italia. In to pa niso več heci. In tukaj so bili vsi tiho. Zdaj, recimo, jaz sem pol gledal tisti ponedeljek, Primorski dnevnik je nekaj napisal, ampak zdaj, pri zamejskih medijih je to tako, zamejski mediji ne predstavljajo Melonijeve ABC, da bi rekli, ja, pač Fratelli d'Italia je nastal iz te stranke, predniki so NSI in tako naprej, da bi bila neka geneza, ker to vse veste. Zato pol nismo mogli niti citirati tega, ker tega ni nihče tako preprosto povedal.
Tako da to je en problem. Ampak drugi je bil tudi ta tišina. Ne? Dejansko se ni dosti govorilo o tem. No, mi smo pol imeli najprej 2 članka, ker tega ni bilo dosti. Smo sam Sergij Pahor rekel, da je to, kar je naredil Janša, da je bil kiks. In to je bila izjava iz Primorskega dnevnika, ki smo mi tudi ponatisali, oziroma napisali, da je v Primorskem dnevniku to rekel. No in pol smo imeli Mišin komentar, kjer smo zelo jasno napisali, da Janševi tviti, da niso bili dobri, posebej zaradi zamejcev. In pol smo imeli pa video, torej intervju v naši videoprodukciji, ker Domovina je portal, videoprodukcija, kot neke vrste spletna televizija, imamo po recimo 3-4 oddaje na teden, podcast kot radio in potem še tednik. No in v tej videoprodukciji smo imeli Renata Podbersiča, ki nam je dal intervju in je bil zelo analitičen in zelo dobro povedal, tako da vam priporočam, tudi jaz sem zgodovinar, pa mi je določene stvari recimo povedal, ko jih nisem vedel. In ta intervju je tudi v sedanji Domovini, ki je danes izšla. Tako da glede Domovine smo mi čisti, smo tukaj opravili svojo nalogo, žal pa drugi se popolnoma strinjam. Tukaj posebej Janševi so, kako bi rekel, rekli, z frazo je padel mrak na oči in so zmagali, naši desni so zmagali, Janša je še to napisal in bilo to. In tudi Melonijeva je imela v zadnjih, ko gledaš par teh nastopov, je imela odlična sporočila. In so naši pogrnili čist. Še kakšno vprašanje? Ja? Se lahko nakratko, oziroma... Dobar večer. Samo zanima me, kakšne načrte imate potem za prihodnje glede Domovine? Zdaj, lastnik Domovine je firma Median Invest, v katero je vstopil dr. Aleš Štrajncer. In to podjetje se ukvarja z mediji in ima načrte z drugimi mediji, tako da zdaj smo kupili, prav danes smo objavili na Domovini, da smo kupili 2 regionalna portala, ki imata vsak po približno 150.000 unikatnih obiskovalcev na mesec, Kozjansko in pač 2 regionalna portala in prevzeli oziroma kupili smo tudi portal časnik.si. Tako da to je od danes naprej, smo ga tudi malo prenovili. Kupili smo ga zato, da ga nadgradimo, da se nič ne daje ljudi pročakati razlom, ampak zaradi sinergije in računamo, da bomo to nadaljevali, torej da bomo še kakšen portal, mogoče tudi kakšno radijsko postajo, pač odvisno, kaj bo na prodaj in kakšna bo cena. Nekaj pa tudi sami razvijamo, recimo s to spletno televizijo. Tako da je tukaj, jaz mislim, da nismo še rekli zadnje besede, oziroma računam, da bomo še marsikaj naredili. Zdaj, prav konkretno pač ne moram govoriti, zaradi tega, ker še sami v bistvu točno ne vemo. Mogoče že to, mi smo imeli 2 brezplačnika, ki sta šla po vsej Sloveniji. Ko smo mi začeli izhajati, naša prva številka, 0. številka je bila Domovina, ki je šla v 568.000 izvodih in je prišla vsako hišo. In takrat smo mi dobili tistih prvih 1500 naročnikov in potem smo še enkrat ponovili ta brezplačnik, ampak smo videli, da mi nimamo tazga učinka več, tako da ne vem, če bomo še šli v to, ampak imamo pač razmišljamo tudi v tej smeri. Tako je. Jaz bi zdaj potegnil na dan malo bolj staro temo, aktualno. Vi ste zgodovinar in tudi časnikar, to se pravi, da imate pogled na to, kar se piše v Sloveniji, objavlja v časnikih, revijah.
sledil tistim raziskavam o starih venetih, ki so jih objavljali Tomažič, Šavli in Bor. Zdaj, oni, uradna zgodovina se je zahnala proti in še danes brani popolnoma tisto zgodbo, da smo se naselili iz Zakarpatja v 6. stoletju kot popolni barbari in tako naprej. Mene zanima to, ti trije raziskovalci, zdaj so vsi pokojni in z njimi nekako se vse skupaj poleglo, te raziskave o naši najstarejši zgodovini. Mislim, ne sledim več tako počasnih, da bi sploh dokaj omenil. Tudi, kadar najdejo kaj, zdaj pred kratkim so v Krnu, v vasici Krn, recimo našli na gradišču zopet situle in čelade, ki spominjajo na te venetske ostanke, ampak v člankih, ki sem jih bral, v časopisih ni bila zapisana beseda Veneci nikjer, kakor da je to ena tema popolnoma tabu, da se ne sme omeniti nekako, ker vsi skočijo na te, samo če rečeš Veneti. Mene je zanimalo to, ne vaše mnenje o tem, me je zanimalo, če vi veste, ker sledite stvarem v Sloveniji, če je sploh kdo še, ki nadaljuje te raziskave od teh treh, ki sem jih omenil, ali se zanima za tisti čas zgodovine evropske ali ne, ali so popolnoma vsi odpovedali iz strahu, da bodo šli proti nekemu uradnemu stališču. Včasih smo radi šraufali motorje. In vsi smo pač neki šraufali, vsak se nekaj izmislil, vsak nek svoj vzpuh in tako. In si predstavljate, da bi jaz takrat, če sem si izmislil nov vzpuh, šel na tovarno Tomos in rekel, gledajte, to, kar vi delate, je neumno. Jaz sem to naredil in to bi jaz tam pokazal. Kaj bi mi rekli? Mogoče si inovator, mogoče si kaj ugotovil, ampak najprej moraš to dokazati. Zgodovina je znanost, arheologija je znanost in jezikoslovje je znanost. Pesnik zelo dobro pozna jezik, ampak to ni ta znanost, to je umetnost. Če ti nimaš znanja, formalnega znanja, ti ne moreš soditi teh stvari. Matej Bor je bil pesnik. In on ne more jezikoslovno analizirati podatke izpred 2000 let. Posebej pa ne na tak način, ko recimo Osti Jarej, to je bilo tudi v domovini, je ta dr. Marko Snoj razložil, zakaj temu ni tako in kaj pomeni ta napis. Ker če lahko Matej Bor razlaga jezikoslovno zgodovino Slovencev, potem dajmo ukiniti SAZU in ukiniti vse fakultete in univerze v Ljubljani. To je popolnoma brez potrebe. Mi ne rabimo več univerze, če lahko eden brez formalnega znanja govori o znanosti enakovredno kot tisti, ki ima formalno znanje. Pri teh tako imenovanih venetologih ni niti enega strokovnjaka na jezikoslovnem, na zgodovinskem področju ali pa na arheološkem. To so vse ljubitelji. Jaz tudi razlagam primke. Ampak jaz pogledam, kaj jezikoslovc reče in dostkrat falim, zaradi tega, ker jaz ne poznam jezikoslovne stroke. In meni se nekaj zdi, ampak ni. Mi imamo določene besede, ki so si podobne, ampak to ne pomeni, da so nastale na enak način. Recimo, če pogledate primke. Mi imamo recimo primek Medved, ki je nastal v večjih krajih po Sloveniji. Ampak oni niso v žlahti, niso v sorodu. Ampak imamo primke, ko je enako se napiše en primek v Sloveniji ali pa na Poljskem, ampak to ne pomeni, da imajo karkoli kakršnokoli povezavo. In zdaj to, kar so ti, zdaj Šavli je bil vsaj malo bolj, recimo, načitan.
glede, vsaj bil bibliofil, ne, vsaj poznal je stvari tudi, recimo je to strokovno, ampak nima pa formalne izobrazbe, on ni bil zgodovinar. In ti, če hočeš nekaj dokazati, moraš dokazati na univerzi. Jaz ne poznam niti enega zgodovinarja, v Sloveniji se vsako leto upiše 150 študentov na zgodovino. Niti enega, zdaj nisem še spoznal, ki bi verjel v to, oziroma bi to imel resno. To je pač neka, kako bi rekel, to se širi kot govorice, ker je pač prijetno, ker je zanimivo, ker je prepovedano, ker je zamolčana tema, teorija zarote in iz tega je. Zdaj, jaz se opravičujem, ker ne imate osebno, ampak tukaj so čist, ne vem, mi imamo dr. Bratoš, je rekel, v Sloveniji imamo, mislim, da 2 ali 3 venetske napise. In pol imamo, ne vem, 20 ali 30, 20, mislim, da grških. In latinskih imamo pa nebroj. Ampak mi govorimo zdaj o tistih 2 napisih, da smo zdaj mi Veneti. Ne gre, pa smo Grki 5-krat bolj, ali pa Latinci. In zdaj po drugi strani tudi to, kar pa tudi stroka govori, pa je eno so Slovani, ki so priseljenci, drugo so pa narodi, ki so tukaj že obstajali in Slovenci smo mešanica narodov, ki so tukaj živeli. Slovenci smo tudi Veneti, Slovenci smo tudi, ne vem, Langobardi, Kelti, predvsem Kelti in Veneti. Seveda, ogromno krvi je. Zato, ker ko so Slovani prišli sem, niso kar poklali vsega, in to dokazujejo prav jezikoslovci v zadnjih desetletjih. Pri nas na Hrvaškem, recimo, da je ogromno tega prebivalstva je ostalo in so se potem pomešali. Zato je tudi, da recimo, mi nimamo v Sloveniji niti ene reke, ki bi bila daljša od 7 kilometrov, mislim da, ki bi imela slovensko ime. Vsaj imajo keltska imena. Pa nismo kelti. Smo pa deloma kelti, tako kot smo deloma Veneti. Lahko je še pripomnim nekaj, kar je gospod Čotar začel zanimivo temo. Torej, jaz sem bil kolega profesorja Šavlija več let na Cojsu in je večkrat govoril prav o teh svojih teorijah. In sem poznal tudi Tomažiča in pesnika Bora. Torej, verjetno je njihovo stališče, njihova teorija izhajala iz predpostavke, da je uradno zgodovinopisje v Sloveniji Slovence nekoliko slabše prikazano, kot bi Slovenci bili nekje, kako bi zaslužili. Zaradi uradnega zgodovinopisja, ki je bil diktiran po drugi svetovni vojni iz Beograda, je Šavlij trdil, pravi, citiram njegove ideje, njegove prepričanja, da so morali slovenski zgodovinarji prikazovati Slovence kot manj vredne in tudi kot nekje podrejene gospodski in tudi močnejšim narodom, ki so nam vladali iz zahoda, iz severa. Tako da so se ti trije lotili dokazovati, Šavlij, kot se je pravilno ugotavljal, med njimi najbolj strokoven, najbolj načiten, najbolj tudi informiran, samo ni bil zgodovinar. To je potem tudi očitala zgodovinska stroka, ki je izdala po tistih njihovih knjigah eno brošuro, v kateri so dokazovali tudi na tak ironičen način, da so bile njihove teorije sporne. Dejansko so hiteli, še posebno na Matej Dvor, dokazovati nek izvor slovenskih priimkov iz venetskih časov, zelo pavšalno in tudi neprepričljivo. To se strinjam z uradnim zgodovinopisjem. Vendar, Šavlij, recimo, in pa tudi slovenska stroka, zgodovinska stroka je ugotavljala, da smo kot narod živeli vse prej kot podrejeni tujcem in smo v času, ko je bilo treba prijeti za orožje, tudi segli in to so tudi odkrili v teh raznih grobljah okoli Bleda, da je Slovenec bil kmet, ko je bil čas miru, ampak tudi vojščak, ko
ko se lotevajo boriti. Torej, verjetno izhaja ta njihova želja o tem, da bi dokazali, da smo mi predniki Venetov, prav iz te predpostavke, da naj bi mi bili še bolj zgodovinski narod, kot smo že. Ne? In da bi torej naš izvor bil še za nekaj stoletij pred uradnim začetkom. Seveda, kot rečeno, je bilo vse to napisano brez nekih strokovnih in tudi nekih dokazov. Tako da je uradno zgodovinopisje slovensko očitalo, da je noben izmed njih strokovnjak in da torej se njihove trditve ne temeljijo na nobenih dokazanih argumentih. Gotovo, da je ta hlapčevski kompleks in ta jokava zgodovina, da je to problem, ampak to je bolj sociološki problem, bi rekel, in psihološki. To, kar sem govoril že v začetku, ker je premalo ponosa in se je pol dejansko delalo neko jokavo zgodovino. Ne bi pa rekel, da je to zaradi Beograda, zato ker če bi Beograd to hotel, bi to naredil tudi na Hrvaškem, pa na Hrvaškem ni teh problemov. Imajo tudi neke iranske teorije in tako, ampak ni, da bi bila jokava zgodovina, ne bila čisto ponosna. In to je gotovo to, na to, kar so vse Tomažič, recimo v njegovih knjigah, ko je opozarjal na, če rečem, slavno slovensko zgodovino. To je imel prav, seveda imel prav, zaradi tega, ker naši zgodovinari dejansko so zelo jokavi in posebej, ko gre za kaj slavnega ali velikega, vedno iščejo nekaj, ja, to pa ni dokazano, ampak ti imaš velikokrat dokaze tudi posredne, ti pač ne moreš za srednji vek imeti ogromno nekih pisnih virov o omembi kakšnega kneza ali pa kralja, zaradi tega, ker virov ni veliko, jih je zelo malo. Imamo tiste knjige od Kosa, jih je, tako so debele, 5 jih je in to je to. Zdaj, kaj novega skoraj ni več. Zdaj, jezikoslovno se pa da ogromno dobiti. Jezikoslovno je dejansko, se vidi, da je slovenščina ima določene izraze iz drugih jezikov, ampak to ni neki jezik, ki bi bil pred prihodom Slovanov. Tako da se popolnoma strinjam, mi bi morali poudarjati svoje dobre stvari, čisto iz psihološkega razloga, in naša zgodovina ni zgodovina hlapcev. Zgodovina pač ene nacije, ki mogoče ni odkrivala toliko morij in toliko svetov, jih pa je odkrivala. Ignacij Knoblehar, Slovenc, je šel najdlje po Nilu, kamor Bela noga še ni stopila, in odkril oziroma postavil hipotezo, da Nil izvira iz jezera, ne iz vode. Slovenc je odkril, da Baja California ni otok, ampak polotok. Smo imeli tudi svetovne raziskovalce. Tako da to bi morali na to biti bolj ponosni. Tudi na to, da imamo mesto Pirc po slovenskem misionarju Pircu v Združenih državah Amerike. Tako da je naša zgodovina vse drugo kot jokava in po obenem je treba biti zelo ponosen na to, da zato, ker nismo bili neki kolonizatorji, da nimamo tako krvavih in umazanih rok kot do drugih. Tako da z tega stališča dam prav se strinjam. Če ni drugih vprašanj, bi nocoj zaključili, ampak pred zaključkom jaz bi povedala, da je gospod Mamič prenesel zadnjo številko domovine. Ne, to je prva številka. A, prva številka. To je v bistvu zgodovinska, smo imeli še en paket, sem rekel, če kdo hoče, torej prva številka. Imate na razpolago, se lahko vzamete, ali pa ne se ne še komu, ker je kar nekaj številk. Ja, kar. Pred zaključkom jaz bi še dve obvesili. Naslednji teden bomo imeli srečanje pod Lipami, posvečeno Borisu Pahorju. V naši sredi bo kot gost pisatelj Drago Jančar. Ogledali si bomo en videoposnetek in prisluhnili tudi branju odlomkov iz njegovih zapisov. In še eno obvesilo, vedno v okviru srečanja pod Lipami, bomo v soboto 15. oktobra, se pravi naslednjo soboto, obiskali srednjeveške cerkvice v Soški dolini in v Brdih. In sicer Pelesje pri Plavah, Krstenica pri Jankovem, Britov v dolini Idrice in Svet Andrej pri Tožbani in Biljana. To je na programu.
umetniško vodstvo dr. Saša Quinci. Torej, spot bo iz tukaj, iz kulturnega centra, v 9 ur izjutraj. Na razpolago bo prevoz brezplačen z avtobusom. Zaključek pa v kmečkem turizmu Štekar v Snežatnem. Prispevek za kosilo 30 €. Vabljeni, da se nam pridružite na tem, rekla, izobraževalnem sobotnem dnevu. Kako? 15. v soboto 15. oktobra, ja, naslednjo soboto. Zdaj jaz bi se pa zahvalila Dinu Mamiču za nocojšnji večer. Veliko zanimivih stvari smo spoznali in slišali in seveda tudi Mateju Čokarju, ki je nocojšnji večer vodil. Hvala lepa tudi vam. Mi kot običajno se ustavimo v sosednjih prostorih na kozarcu vina. Če se ustavite v naši sredi, bomo lahko še malo poklepetali naprej. Drugače pa lep večer še naprej. Tebi ne menja noč. Okay.